vsaj na uvodni tekmi v Novi Gorici. Olimpija doma pričakala nogometaše Kopra, vodilna ekipa prve lige pa je imela priložnost, da prednost pred Mariborom poviša. Pred derbijem bi lahko znašala 6 točk, tokrat nekaj novincev v eni in drugi ekipi. Prenovljeni Koper je gostoval v Ljubljani in dobro štartal. V 3. minuti je streljal Valencia, obramba Nejca Vidmarja, prva v ljubljanskem dresu. Še en strelj za Muslimoviča, tokrat je bil spet na pravem mestu Vidmar, ki težav ni imel. Nato nova kombinacija Kanačkov, tokrat podaja pred vrata in lepa situacija za Valencijo. Na koncu pa odličen blok Olimpije in žoga je končala zgolj v kotu. Tatkovič je prišel do strela z glavo, na drugi vratnici je bil najspretnejši, ampak zgrešil vrata Vidmarja, ostalo je pri začetnem rezultatu. Koper je dobro štartal, Olimpija pa je bila prva, ki je dala gol. To je bila podaja pred vrata in najvišje je skočil Zajc, ki je premagal vratarja Kahlino za 1:0. Odličen predložek je Lekeja, ki je našel svojega soigralca in Zajc je zatresel mrežo Kopra. Prednost torej za Ljubljančane. Eleke, ki je prišel iz Gorice v temle zimskem prestopnem roku, je že vpisal prvo asistenco v novem klubu. Kot za Olimpijo podaja pred vrata in tokrat je nekoliko previsoko meril Zarifovič, to je bila še zadnja priložnost prvega polčasa. Drugi del in najprej Štulac. Odlična obramba Vidmarja, ki je bil tokrat dobro postavljen. Nato še strelj Zajca, močno a direktno vratarja Kahlino. Olimpija je bila nevarna po protinapadih, tole je bila še ena kombinacija in podaja pred vrata. Eleke je bil v sijajni priložnosti, a tokrat meril nekoliko previsoko. Potem pa je zaspala koprska obramba in to je bila lepa kombinacija. Podal je Zajc, Radovič pa je nekaj minut po vstopu v igro dosegel še svoj prvi gol v dresu Olimpije. Miroslav Radovič lepo se znašel pred vrati in pokazal, da bo očitno v tem drugem delu prvenstva kar primerna ukrepitev in dobra zamenjava za Šporarja oziroma Hentija, ki sta v tem drugem delu prvenstva zapustila Olimpijo in ne bosta več igrala v slovenskem prvenstvu. Lepo je prišel pred vrata Zajc, našel izkušenega Radoviča, ta pa je takole v malo mrežico zabil žogo v mrežo za 2:0. Do konca tekme še nekaj obetavnih kombinacij. Po podaji Finka je meril Zajc, lepa kombinacija Olimpije, strelj visoko prek vrat in potem še Eleke, ki je poskušal kot zadnji, nekoliko previsoko je šel njegov strelj, ampak Olimpija je dosegla zmago, pomembne 3 točke ob koncu za Ljubljančane. Zmajčki imajo na prvem mestu 6 točk prednosti pred Mariborom, Koprčani postajajo v drugem delu prvenstva v spodnjem delu in bodo svoje točke iskali doma v prihodnem krogu proti Rudarju. Olimpije proti Kopru s 2:0 izid kaže na prepričljivo ljubljansko zmago. To je bila izjemno težka tekma. Koper je zdaj zares dobra ekipa s tem kadrom, ki ga imajo na voljo. Odigrali smo taktično odlično tekmo, v drugem polčasu zabili še en gol in na koncu zmagali povsem zasluženo. Najprej bi rad čestital Olimpiji. Videli ste zelo dobro tekmo, polno tempa, tekma na visokem nivoju. Na našo žalost priložnosti nismo izkoristili, potem smo prejeli gol in poskušali smo se vrniti v igro v drugem polčasu. Olimpija je imela več prostora, so izkušeni in to so seveda izkoristili. V prvem delu smo bili boljši tekmec, v drugem delu pa brez pravih priložnosti, ampak lahko sem zadovoljen s tistim, kar sem videl. Kot pravim, za nami je lepa, prava evropska tekma. Nosio taj pozitivan rezultat. Nismo uspjeli ozbiljnije da zapratimo u drugom poluvremenu. Mnogo toga pozitivnog, da sigurno tek se uigravamo, rekli smo da znamo da je ipak dosta igrača novih je, mogu biti dosta zadovoljan. Kažem, jak ritam, dobra prava evropska utakmica.